kdo sta in kaj prinašate? Ja, v tem trenutku se volita dva nova podpredsednika. Jaz moram povedati, da sem ponosen, da imamo v tem trenutku 3 kandidatke za podpredsednico in enega kandidata. Tako da v vsakem primeru bomo imeli najmanj, upam, da bomo imeli kar 2 podpredsednice, kar bo sigurno zelo popestrilo in še izboljšalo to strukturno delovanje glavnega odbora. Vi ste v glavnem odboru ste bolj nekako vpleteni v to lokalno politiko, če tako rečemo, namreč predstavniki občinskih odborov, politične stranke, ste skupaj. Kakšno leto vas čaka, da so lokalne volitve? Glavni odbor je sicer najvišji organ stranke med kongresoma, tako da dejansko nima samo to vlogo povezovanja lokalnih odborov, ampak predvsem na nek način kreiranja tudi odločitev in politike stranke med kongresoma. Tako da mi smo se seveda tudi zadali pod eden izmed ciljev, da se bomo najmanj 4-krat letno srečevali, po potrebi pa seveda tudi še pogosteje. Predvsem zato, ker želimo, da se predvsem bistveno še izboljša in nadgradi ta medsebojna povezanost lokalnih odborov in pa seveda tudi centrale, se pravi vodstva stranke in pa seveda prepletenost odločitev. Za lokalne volitve, tako kot je že povedal predsednik, sem prepričan, da bo tudi letos Slovenska ljudska stranka pozitivno presenečenje lokalnih volitev. Mislim, da se to že tudi v zadnjem trenutku kaže, predvsem na to, ker ljudje iz Slovenske ljudske stranke ne govorimo veliko, rajše pokažemo, kaj smo storili. Pa vam je uspelo v zadnjem mandatu, oziroma je uspelo v zadnjem mandatu županom SLS-a narediti veliko? Absolutno. Danes smo se lahko prepričali tudi v Mariboru z izjemnimi dosežki, ki jih je dosegel kolega Kangler, pa tudi drugod po Sloveniji smo seveda lahko priča in predvsem mogoče tisto, kar je bilo že prej vaše vprašanje tudi predsedniku, kaj bomo sploh lahko postorili v letošnjem letu, bi povedal sledeče, župani dejansko delujemo cel mandat, in če ne bi zavihali rokavov že prvi dan in čakali samo na zadnjo leto, potem bi bilo res to težko. Pa glede najbolj za zadnjega leta nekaj spominjajo? Mislim, da je to slabo, da predvsem in mislim, da so izkušnje tudi županov ljudske stranke. Če pogledamo, kaj je bilo storjeno tukaj v Mariboru, kaj je bilo storjeno v Celju, kaj je bilo storjeno tudi drugod, pa tudi kakršno prakso imam tudi sam, smo seveda delali od prvega dne in se nismo zanašali na zadnje leto, kjer je lahko tudi vrljivo. Predvsem pa mislim, da problemi in odpravo težav in seveda na nek način izvajanje projektov morajo biti seveda se graditi cel mandat, ne pa vse samo čakati zadnje leto. Mislim, da to tudi ni korektno in verodostojno do volivcev. Hvala. Hvala.